Lep pozdrav, seveda, najprej. Kljub temu, da sem razplet, ki se je zgodil, pričakovala, sem bila včeraj, ko sem dobila sodbo Vrhovnega sodišča, zelo vesela. Vrhovno sodišče je v celoti pritrdilo sodbi Upravnega sodišča, kar seveda pomeni, da v postopku komisarske zgodbe ni bilo nič narobe. Ni bilo nobene kršitve zakona, nobenega konflikta interesov, nič. Zgolj politična diskreditacija. In ta namišljena afera KPK-ja, oziroma pravzaprav kar gospoda Štefaneca, se je sesula v prah. Upravno sodišče je ugotovilo napake v celotnem postopku, tako rekoč od prvega dne, od mojega zaslišanja do zadnjega zasedanja dveh članov senata komisije KPK. Dejstvo je, da se je seveda na podlagi te akcije KPK-ja oziroma gospoda Štefaneca dogajala tudi medijska gonja, ki mislim, da je v Sloveniji nihče pred mano še ni bil deležen in se seveda kaže, da je neupravičena, ker so pravzaprav vsi očitki, ki ste jih novinarji podajali 2 leti nazaj, sloneli pravzaprav na ugotovitvah in očitkih protikorupcijske komisije, ki jih danes ni več. Verjetno upravičeno pričakujem, da tako kot sem bila takrat, leta 2014, 2 meseca, vsaj na eni komercialni televiziji, top tema in prva novica na večernih poročilih, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi danes. In bo lepo pojasnjeno, kaj je ugotovilo upravno sodišče. In jaz mislim, da v neki normalni državi človek verjetno upravičeno pričakoval vsaj kakšno upravičilo. Čas je, po moji oceni, da se KPK začne ukvarjati s tem, za kar je ustanovljena, to je bojem proti korupciji in ne političnimi diskreditacijami, ki se jih gre. Danes mi je nekdo namignil, da ta KPK lahko preimenujemo kar v politično policijo s tem, kar dela. In se skoraj strinjam s tem. Če bi pa uporabila prispodobo gospoda Štefaneca, ki jo je uporabil nedolgo tega, so pa zdaj tudi njegovi čevlji, ki so že od samega začetka preveliki, okuženi. In če bi imel v sebi vsaj malo ponosa in morale, bi po tej odločitvi Ustavnega sodišča definitivno odstopil. Sodba Vrhovnega sodišča, tako kot tista upravnega, bo dostopna na moji spletni strani Alenka Bratusek. Hvala lepa. V stranki moramo poudariti, da smo zelo veseli, da se je ta namišljena zgodba Štefaneca in protikorupcijske komisije sesula v prah. Zanima nas predvsem, ali bo imel gospod toliko poguma, da bo povedal, kdo je bil v ozadju te zgodbe in politične diskreditacije naše predsednice in takrat nekdanje predsednice vlade. Glede na potek smo ves čas vedeli, da to zgodbo nekdo koordinira predvsem od odzunaj in da je bil postopek peljan napačno, arbitrarno in samovoljno z enim samim namenom. In to je diskreditacija Alenke Bratušek v takratnem postopku kandidature. Zdaj, po našem prepričanju gre za očitno politično zgodbo, za katero pa sedaj nekdo seveda mora prevzeti odgovornost. In to je predsednik protikorupcijske komisije, ki je sam peljal to zgodbo. Od najbolj etične trenutno koalicije in vlade, predvsem od koalicije v državnem zboru, pa seveda pričakujemo, da bo predsedniku države predlagala razrešitev predsednika protikorupcijske komisije, gospoda Borisa Štefaneca.
v primeru Janša in Janković, ali dejansko so ugotovitve? Že upravno sodišče je to odločitev v celoti odpravilo in ker je bilo na žalost s postopkom toliko napak, se z vsebino sploh niso mogli ukvarjati. Ampak ključno je, da teh ugotovitev ni. Kar pomeni, da v komisarski zgodbi ni bilo nič narobe. In da tudi vse to, kar ste mediji govorili in pisali o napakah, nima prav nobene osnove. Februarja, gospod ste dejali, da še razmišljate morebitni nadaljnjih pravnih korakih potožbe. Da zdaj ta odločitev kaj pozorila? Ne, od včeraj do danes pravzaprav nisem ukvarjala s tem, sem na nek način, pa ne bom rekla uživala ob tem, kar sem brala, ampak sem bila absolutno zelo zadovoljna, ker je to še en dokaz, da v svojem življenju pravzaprav do danes nisem storila niti cestno-prometnega prekrška, kaj šele kaj drugega. In res mislim, da se mora to preganjanje politikov na takšen način, kot se je dogajalo to v naši državi, končati. Nisem edina, bi si pa želela, da bi bila zadnja, ki je bila na takšen način diskreditirana. In še enkrat, tudi od medijev pričakujem, da stvari, zdaj, ko je zadeva zaključena, povzamete tako pompozno, kot ste jih takrat, ko se je ta zgodba na podlagi neutemeljenih dejstev dogajala. Še kdo? Če mogoče lahko, mislim, še kaj drugega vprašamo. Pa to zaključimo najprej, prav? To je konec? Ali pa izvolite? Mogoče samo, ste že včeraj komentirali to Boletovo poročilo, Jaz nisem komentirala Boletovega poročila, ker ga nisem videla. Je pa zelo zanimivo, da se tudi novinarji in država ukvarjate z dokumentom, ki ga pravzaprav ni videl nihče, ne vemo, kakšne so predpostavke, nič ne vemo. Sem pa že zdavnaj nazaj povedala, ta denar, ki ga je država dala v banke, je še vedno v bankah in če kdorkoli, predvsem pa lastnik Republika Slovenija, misli, da je bilo v postopku denarja v banke dano preveč, mora ukrepati takoj in denar iz bank pobrati in odplačati dolg. To je vse. Vedeti pa morate, da je ta študija naročena in plačana z določenim namenom. In jaz sem trdno prepričana, da je v javnost lansirana v tem trenutku zato, da se vrši pritisk na ustavno sodišče. Gospod, še vi ste v tem primeru večkrat rekli, da pač ste morali takrat zaupali Banki Slovenije. Pa ko gre za ta denar, ste imeli kadarkoli kakšne pomisleke, dvome? Pa grem spet na poročanje novinarjev. Poglejte, kaj ste takrat novinarji pisali. Od 3 do 13 milijard so bile ocene in špekulacije. Od 3 do 13. In verjemite mi, da ga ni predsednika vlade, ne samo jaz, ampak nobenega. In ni ministra za finance, ki bi si želel, da bi luknja bila večja, kot je. Mi smo si želeli čim manjšo. Svojih ocen nismo imeli, nismo delali in edino pravilno je, da to naredi inštitucija, ki je v državi pristojna za to, skupaj z Evropsko centralno banko. In nenavadno je, da zdaj kar naenkrat vsi verjamete ali pa verjamejo študiji, ki je ni videl nihče, samo vemo, da je bilo kar v milijardah preveč ali pa premalo in neodgovorno. Tudi zato, ker nas tujina opazuje, ocenjuje, neodgovorno je takšno ravnanje in posploševanje. Situacijo danes in takrat je neprimerljiva. Takrat smo beležili 5-odstotni padec gospodarske rasti, danes beležimo 3-odstotno gospodarsko rast. Skratka, situacija je res neprimerljiva in še enkrat, denar je v bankah za razliko od tistega, ki so ga tisti, ki so kopali luknjo, odnesli ven.
In se danes nihče več ne ukvarja s tem, kdo je to naredil, zakaj tisti, ki so to naredili, ne odgovarjajo. Vsi se spet ukvarjate s tem, da je bilo denarja v banke danega preveč. Preprost korak, dekapitalizacija, sklic skupščine, 100% lastniki smo, znižamo kapital, vzamemo denar ven, poplačamo dolg in zadeva je rešena. No, ampak prej ste rekli, da se ukvarjamo s študijo, ki pač nišče ni vedno, ampak kolegi se mojim ukvarjam z dokumentom Gorenjske banke, ugovora Banke Slovenije, ki je od Gorenjske banke terjala več kot 300 milijonov, to kapitalsko neustreznost kljub temu, da je imela banka 90 milijonov plusa. Te druge banke tega niso naredile. Niso ugovarjale, se pravi, one so sodelovale v postopkih, imele so svoje ocene in tako naprej. Ampak še enkrat, ta denar je še vedno na bankah. Če ga je bilo preveč, preprost korak odplačajmo dolg. Tistega, ki so ga pa odnesli ven, ga pa ni več, je v njihovih žepih in nihče za to ne odgovarja. Nihče, nažalost. Ne gre tudi za ta denar, ki je ostal v bankah, kot sem jaz gre za to, da so bile te prenose terjatov na slabo banko ocenjene na nekih drugih predpostavkah na 10% padcu gospodarske rasti in da so se predpoceni prenašali ti paketi in s tem se je pač odbila neka privatizacija premoženja, ki ga pač slabe banki. Kakva privatizacija? Kvečno kontra, nacionalizacija. Se slaba banka je v 100% lasti države. No, prodaja te terjatve. Ja, z namenom, da odplača dolg. In če so bili k njim prenesene po 10%, spravi je država to dobila po ceni, tako kot zdaj vi špekulirate. Če bo to prodala po 100%, spravi bo zaslužila in bomo odplačali celoten dolg, ki smo ga najeli za to, da so bile banke sanirane in še nekaj ostalega. In še enkrat, ta študija je z namenom v tem trenutku dana ven in tudi naročili so jo tisti, ki imajo probleme in še vedno denar, da se takšne stvari grejo. Pa mene nič ne moti. Vsak ima pravico v pravni državi peljati postopek tako, kot se gre. Hvala.